Torej, spoštovani gostje, dame in gospodje, zdaj smo pri najbolj razburljivem delu današnjega dneva. Ne mislim na tole zvonjenje, ki malo spominja na kravji bal, ampak tako zelo daleč. Zdaj smo pravzaprav pri priznanju Taras. Torej, Taras je priznanje za najuspešnejše sodelovanje znanstveno-raziskovalnega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij, ki ga letos tretjič podeljuje organizator industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT 3000. Izhodišče za priznanje je vizija industrijskega foruma IRT, ki želi v proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju spodbuditi inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost kot pomembne dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja. Zdaj, ker imamo malce zamika v uri, so nekateri že tu, nekateri pa pridejo kasneje, ampak tisto, kar je kasneje tako zelo pomembno, torej kdo je prejemnik priznanja, to bomo izvedeli čez nekaj časa. Najprej bomo predstavili, kdo se je letos prijavil na razpis. To so 3 družbe, vsaka bo predstavila svoj projekt, približno v 8 minutah. In gospod Darko Švetak in dr. Tomaž Preme sta člana izvršilnega odbora priznanja Taras, bosta seveda vsem 3 prijavljenim potem izročila posebno priznanje za uvrstitev v zaključni izbor podelitve, kar pa seveda še ne bo končno priznanje, da se razumemo. Imamo zdaj 2 dela te zelo zanimive zgodbe in jaz zdaj že kar vabim prvo družbo, prvo podjetje, to je TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil DD Novo mesto, da nam predstavijo, s čim so se predstavili in s čim konkurirajo. V mojem imenu sem Vili Malnarič, prihajam, kot je že bilo rečeno, iz podjetja TPV iz Novega mesta. Podjetje naše se pa ukvarja z razvojem, proizvodnjo avtomobilskih komponent, kjer je v bistvu glavni poudarek na montažnih sklopih z funkcijo nosilnosti. Na kratko bom predstavil naš skupen projekt, s katerega smo v bistvu prišli do neke zanimive inovacije, in sicer je to inovacija na področju konstruiranja in razvojnih vrednotenj, in sicer tukaj za uporabo pravih napetostno-deformacijskih krivulj. Te raziskave in konstruiranja pa so potrebna za razvoj izdelkov v avtomobilski industriji. Skupaj pa smo sodelovali z laboratorijem za vrednotenje konstrukcij iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Pri razvoju izdelkov moramo razvojniki v bistvu izpolniti velik nabor zelo različnih zahtev. Poskušal sem jih malo zgrupirati. Prva 2 sklopa sta tista, na katere se pri teh razvojnih vrednotenjih mogoče najbolj fokusiramo, in sicer vsak izdelek mora izpolniti neko funkcijo, za katero je pač namenjen. Zraven mora pač imeti neko ustrezno togost, trdnost, seveda vozilo mora določen čas obratovati, zato so tudi vzdržljivosti teh izdelkov precej pomembne, in vse to so recimo neki normalni pogoji uporabe. Je pa včasih potrebno zagotoviti določenim zahtevam, ki se pa dogajajo ob nekih posebnih izjemnih dogodkih, kot je na primer trk. V tem primeru pa mora izdelek bodisi ohraniti obliko, ohraniti funkcijo, velikokrat pa se lahko krepko deformira, nikakor pa se ne sme porušiti. Ker pri vsaki porušitvi v bistvu nastanejo neki ostri robovi, ki pa so potem recimo v nadaljevanju pač tega nesrečnega dogodka lahko zelo nevarni za potnike. Seveda pa moramo pri razvoju paziti tudi na vse ostale zahteve, kot so v končni fazi sama tehnologičnost, čim manjša masa izdelkov, kar je danes vse bolj povezano tudi z okoljem, se pravi izpusti CO2, in seveda na koncu mora vedno biti ta izdelek izdelan tudi za ustrezno ceno. V preteklosti smo se pri vseh razvojnih vrednotenjah pač posluževali linearnih in nelinearnih računalniških simulacij z uporabo končnih elementov. Pri tem pa smo kot karakteristiko materiala za samo simulacijo, kot tudi samo vrednotenje potem, ali izdelek zdrži ali ne, uporabljali tako imenovano inženirsko napetostno deformacijsko krivuljo, kar pa ima v določenih primerih zahtev
določene težave, in sicer v primerih, ko so plastifikacije dovoljene, to je v bistvu prej omenjen, mogoče recimo nek primer karambola. V teh primerih smo z uporabo takšnih podatkov v materialu preveč na varni strani in posledično zdimenzioniramo prerobustno konstrukcijo. Ta vpliv je pa še posebej potem izrazit pri nekih materialih, ki imajo nek nizek gradient utrjevanja. V našem primeru smo zaradi teh razlogov potem se odločili za uporabo pravih napetostno-deformacijskih krivulj in pač potem te uporabili v sami simulaciji. Vse skupaj pa smo pač preverili na nekem primeru razvoja vodila varnostnega pasa. Zdaj, inženirske in prave napetostno-deformacijske krivulje vsi dobro poznamo, inženirske pač določamo na nekih bolj ali manj avtomatiziranih postopkih na preizkusnih strojih. Dejstvo pa je, da je napetost izračunana v odvisnosti od trenutne sile in začetnega prereza, deformacija pa ravno tako od nekega trenutnega razteska in začetne testne dolžine. V primeru pravih teh podatkov pa pač seveda je treba računati na pravo napetost v odvisnosti, se pravi, sile in dejanske sile in dejanskega prereza. Pri deformacijah je zadeva še malo bolj kompleksna, vendar prava deformacija ali pa inženirska deformacija sama po sebi v teoriji niti ni toliko različna, koliko se ta razlika potencira v primeru materialov z že prej omenjenim nizkim gradientom utrjevanja. V teh primerih v bistvu se dejansko testni vzorec, na katerem izmerimo to krivuljo, deformira zelo lokalno, kar nam na koncu da rezultat, da je raztezek dopusten materijala zelo, zelo majhen v primerjavi z resničnim raztezkom, kar pa je potem pri dimenzioniranju, ko moramo zagotoviti, da se izdelek ne poruši, ključnega pomena. In pač, ko te podatke združimo skupaj, vidimo tudi tukaj, da je raztezek na koncu lahko tudi samo funkcija začetnega prereza in trenutno merjenega prereza. Za pač se pravi potrebe določitve teh krivulj smo na to zasnovali poseben postopek meritev, ki je daleč od standardnega. Tako smo pač morali po nekih korakih stopnjevati deformacijo vzorca, sproti pa meriti trenutno silo in trenutni prerez, na osnovi česar smo potem prišli v primeru recimo te žice iz dokaj standardnega materijala do teh dveh diagramov, kjer v bistvu tukaj je predstavljena inženirska krivulja, ta krivulja pa predstavlja dejansko napetost. V tem primeru je ta primer izredno izrazit, se pravi razlika med enim in med drugim je v bistvu za sam proces konstruiranja in vrednotenja lahko zelo problematična v tem, ker pri določenih materialih so te razlike manjše, ampak v tem primeru pa se je potem izkazalo, ko smo pač ta se pravi izdelek postavili v okolje. Dejstvo je, da okolje je pač definirano s karoserijo, položaj, kjer se montira, je zelo neugoden, še bolj neugodne so smeri obremenitve, in ko v bistvu potem pogledamo, kakšne napetosti in deformacije so se v izdelku pojavile, vidimo, da v bistvu so napetosti preko 830, pa deformacije preko 33%, in če bi zdaj ta izdelek vrednotili po inženirski krivulji, bi seveda po obeh kriterijih bi že krepko porušen. Ko pa smo ta izdelek že sicer tudi izračunali z karakteristiko izmerjeno, se pravi pravo napetostno deformacijsko krivuljo, pa vidimo, da imamo v bistvu pri obeh stvareh določeno rezervo, in če bi seveda upoštevali samo inženirsko krivuljo, bi morali konstrukcijo ojačati, kar bi pa nas pripeljalo do dejansko predimenzionirane konstrukcije, kar kakor smo potem pač videli v nadaljevanju, ko smo prišli do prvih kosov, so dejansko rezultati pokazali, da izdelek, tako kot je simulacija pokazala, prenese deformacije, in tukaj v bistvu tudi lahko vidimo zelo lepo ujemanje vse tako na oko simulacije in samega preizkušanca po testu. Tako da v bistvu z tem projektom, kjer smo se v bistvu lotili simulacije in analize tega nosilca, smo tako v bistvu izboljšali sam proces razvojnih vrednotenj, ki smo ga na koncu tudi uspešno potrdili z samim preizkusom. Kot sem že omenil, uporaba inženirske krivulje
bi nas pripeljala do bistveno bolj masivnega, se pravi izdelka z debelejšega materiala, za kar smo zračunali, da smo tukaj prihranili okrog preko 30% teže. To je tukaj predstavljalo 140 gramov. Mogoče je tukaj za omeniti tudi pač eno, na nek način neko zakonitost razvojnih postopkov v avtomobilski industriji. Tukaj zdaj govorimo o razvojnem vrednotenju, kar pomeni, da na nek način validiramo funkcije izdelka za neko računalniško simulacijo. Vendar v tej simulaciji ne vidimo samo to, ali izdelek prenese funkcijo ali ne, vidimo tudi to, če je izdelek predimenzioniran. Ko pa pride dejansko ta izdelek potem v fazo prototipa in testiranje prototipa, tam pa dejansko je samo še validacija in če izdelek zdrži, pa če tudi je lahko 5-krat premočen, bo šel takšen izdelek tudi naprej. Kar pa je danes, ko moramo v bistvu mase zmanjševati zaradi izpustov CO2 in vsega, to lahko zelo, zelo slabo, pa še poraba materijala in cena in vse to v bistvu pride zraven. Mogoče še tudi kot zanimivost, zmanjšanje mase vozila za 100 kg pomeni zmanjšanje izpustov CO2 nekje okvirno za 3 grame na kilometer. Zdaj seveda, če te 3 grame zmanjšamo na naših 140 gramov, se mogoče sliši, da je to malo, vendar ko pa ta vozila, se pravi te grame pomnožimo z predvideno količino proizvedenih vozil in z predvidenimi kilometri, ki jih bodo ta vozila prevozila, pa v bistvu vidimo, da se s tem samo s to inovacijo in se pravi z lažjim izdelkom prihrani preko 1000 ton izpusta CO2, kar pa je že kar velik uspeh. Poleg tega, da je v bistvu izdelek lažji, manjša poraba materijala, boljša performanse vozila, cenejši in vse ostale vplive, ki iz tega izhajajo. Tako da v bistvu ta izboljšan postopek razvojnih vrednotenj je priporočljivo uporabiti v vseh primerih, kjer so pričakovane velike plastične deformacije, pri materialih, kot sem že omenil, z nizkim gradientom utrjevanja, pri simulacijah trkov in vsekakor pri konstruiranju vseh izdelkov, pri katerih je pomembna čim manjša masa, pa ne glede na to lahko bi si tudi izven avtomobilske industrije. In seveda materialni podatki so uporabni tudi za simulacije preoblikovalnosti in pa pri načrtovanju preoblikovalnih orodij. Tako, hvala za pozornost. Hvala za zdaj. Torej, drugo podjetje, ki se je prijavilo na razpis, je podjetje Litostroj Power d.o.o. iz Ljubljane. Pa prisluhnimo njihovi predstavitvi. Dober večer, nisem sicer predstavnik podjetja Litostroj Power, to je moj kolega in tudi prijatelj v teh letih, kar sodelujejo, magister Borut Richteršič. Jaz prihajam iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in sicer iz raziskovalne skupine Kratko Lakos, laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo. In ta raziskovalna skupina in z raziskovalno skupino Litostroj Power pravzaprav sodeluje že kar nekaj let. Tako da dovolite mi, da mogoče to zgodbo na kratko opišem, ki bo pravzaprav nas pripeljala do te epizode, ki jo želimo danes predstaviti in s katero smo tudi na ta prominenten razpis kandidirali. Sodelovanje med raziskovalno skupino in podjetjem Litostroj, včasih Litostroj koncern, Litostroj holding, Litostroj EI, zdaj Litostroj Power, traja pravzaprav že 20 let. To je ena, jaz mislim, lepa zgodba, zgodba o uspehu, znotraj katere smo prehodili 11 uradnih projektov, od tega mislim, da 6 Eureka, 5 nacionalnih projektov. Znotraj tega smo pravzaprav naredili, jaz mislim, nekaj zanimivih prebojev v samem podjetju, predvsem na strani tehnologije, na strani proizvodnje, kjer smo seveda pred nekaj leti, ko je Cimos prevzel Litostroj in zahteval pravzaprav zelo tako veliko dvostopenjsko rast, stalno staknili glave skupaj in smo rekli,
a bomo hitreje tekli, da bomo dosegli te številke, ali bomo naredili kaj drugega, in smo se odločili, da bomo naredili nekaj drugega, da bomo šli inovativno pristopati k zadevi. In s temi inovacijami pravzaprav že nekaj let, jaz mislim, zelo uspešno obvladujemo proizvodnjo, pa tudi k produktom smo jo začeli dodajati. In sicer pred leti smo delali en tak nadzor, spremljanje delovanja tlačno-livnih celic, ki so tamle inštalirane čez mejo v Buzetu, v enem od Cimosovih podjetij. In to je bil, bi rekel, en tak zelo lep, uspešen projekt, ker nam je dal zelo pomembne podatke. Potem smo pa seveda v akademskih krogih nekako začeli poslušati, da so neke nove ideje se porodile, ideje tako imenovanih produktno-storitvenih sistemov. Skratka, neka težnja, predvsem v razvitem svetu, to je Nemčija, Anglija, Japonska, da industrija začne pravzaprav k svojim produktom dodajati storitve kot en pomemben vir dohodkov in pa seveda kot en pomemben vir dopolnitve svojih produktov. To se je nekako v koncept produktno-storitvenih sistemov oblikovalo in ko smo seveda to slišali od svojih kolegov, smo zastrigli z ušesi in smo rekli, to je pa, jaz mislim, za našega partnerja Litostroj Power mogoče zelo pomemben koncept. Zakaj? Ker Litostroj Power je en redkih proizvajalcev v Sloveniji, ki dela visokotehnološke proizvode, ki je tako imenovani izvirni proizvajalec opreme, OEM, ki pod svojo blagovno znamko trži globalno po celotnem svetu in ima produkt, ki je vrhunski. Ali ga lahko dodamo, ali opremimo tudi za storitvami. In seveda smo videli pravzaprav, kje tiči zajec. Zajec tiči v poslovnih modelih, ker smo videli, da v bistvu se turbine ravno tako kupujejo, kot da mi kupujemo pralni stroj ali pa žemljo pri peku. Spravi, da imamo nek kupoprodajni odnos, ki se seveda prekine, ko je oprema dobavljena, ko je garancijski rok mimo in potem je seveda tisti uporabnik opreme prepuščen sam sebi. Saj veste, ko se vam pralni stroj pokvari, pa je izven garancije, morate klicati serviserja, veste, da vas bo to stalo, kupite raje podaljšano garancijo, pa imate vsaj nekaj dalj časa mir. No in seveda tu smo videli potem svojo priložnost in smo rekli, če pa gremo v nove poslovne modele, morajo biti pa drugačni, kot so zdaj, morajo biti inovativni, predvsem pa ne smejo biti, bi rekel, modeli ničelne vsote, zero game. Ne tako kot v igralnici, ko prideš v igralnico z neko vsoto denarja, pa v blagajni neka vsota in ko greš ven, seveda imaš manj denarja in blagajna ima več ali obratno. Tle ni nihče nič dober, en je dober, en je izgubo. Mi hočemo situacijo, kjer imamo v bistvu korist za vse, kjer imamo win-win situacijo. To se pravi, to pa lahko dobimo, da je 1 in 1 3, ne 2, samo tako, če seveda ustvarimo več skupaj, da sodelujemo. No in seveda to je, jaz mislim, tisto bistvo te zgodbe, ki smo jo v tem projektu, ki smo ga poimenovali KOMOS, in nekako pomeni support operacij in vzdrževanja hidromehanske opreme pri obratovanju. Tu smo pravzaprav z temi koncepti poskušali priti zraven in razviti seveda ustrezno infrastrukturo, ustrezno, bi rekel, set storitev in tako naprej, da bi to seveda ustrezno lahko podprli. No in na tej osnovi smo si postavili potem seveda neko raziskovalno hipotezo, se pravi, da je potrebno razviti neko nov okvir za sodelovanje, za trajnejše sodelovanje, ne samo znotraj kupoprodajnega odnosa, ampak bi rekel do konca življenjskega ciklusa tega proizvoda, pa mogoče še dalj, saj v bistvu hidroelektrarne so objekti, ki ne delajo samo 10-15 let, ampak delajo 30-50 let z nadgradnjami in tako naprej. Poglejmo samo našo Dravsko verigo, ki je obnovljena, bila pred dobrim desetletjem in v bistvu producira visoko kvalitetno in učinkovito. Pravi, to je bilo tisto, kar nas je peljalo v to, motiviralo, da smo se lotili te raziskave. Seveda, ko smo se lotili raziskave, smo pomislili, kaj naj bi bili pa tisti rezultati, kaj naj bi bili pa tisti cilji, ki jih moramo doseči. In smo prišli pravzaprav do tega spoznanja, da znotraj takšnega produktno-storitvenega sistema moramo razviti 5 elementov. Eno je nov poslovni model, ki bo omogočal v bistvu ta win-win med vsemi akterji, ne samo dobavitelja, odjemalca, pa tudi seveda potem ponudnikom storitev in tako naprej. Da je treba osnovati neko vrednostno mrežo, neko strukturo nekih povezav, trajnejše oblike, da je treba razviti neki informacijski sistem, ki nam omogoča sprotni nadzor opreme med delovanjem in da to informacijo dobi seveda vsak tisti, ki jo rabi, zato da lahko seveda suportira operacije. Potem seveda, da je treba razviti k paleti produktov še paleto storitev,
ki bi seveda podprlo predvsem v tistem poprodajnem, bi rekel, delu ciklusa operiranja produkta in seveda, da je treba omogočiti preko neke platforme kolaborativno delo, sodelovanje, ki je seveda zelo nujno, predvsem, kadar pride do kritičnih situacij. No, seveda, predvsem smo, kot vidite, lahko na tem diagramu poskušali razširiti, bi rekel, to paleto storitev v poprodajnih aktivnostih, ki jim ne rečemo več poprodajne aktivnosti, ker niso več tega tipa, saj v bistvu imamo trajnejši odnos. Seveda, da bi dobili en dober konzorcij, smo v bistvu takrat, to je bilo leta, mislim, da 2009, ko smo ta projekt nekako v neko skico spravili, se odločili, da bomo šli na mednarodno sceno in da bomo povabili seveda neke projektne partnerje. In seveda, jaz mislim, smo imeli precej srečno roko, ko smo projektni konzorcij formirali, saj imamo v bistvu, dva OEM-a, dva proizvajalca turbinske opreme, poleg Litostar Power še ČKD Blansko Inženiring, Čehe, ki so, jaz mislim, vrhunski inženirji na področju hidroopreme. Potem imamo recimo eno firmo iz Nemčije, ki se ukvarja prav z diagnostiko vibracij. Potem imamo podjetje iz Nemčije, ki se ukvarja z kolaborativnimi platformami, se pravi z softversko podporo sodelovanju. Potem naša raziskovalna skupina kot ti znanstveni ali raziskovalni partner. Poleg tega smo pa dobili, jaz mislim, to tudi zelo pomembno, dva pravzaprav predstavnika kupca. Termoelektrarna Brestovica, ki je bila takrat nekako v prvi fazi določena za to, da bo vodila operacije in vzdrževanje elektrarn na spodnji Savi in kasneje je potem to vlogo prevzela novo ustanovljena družba Hidroelektrarne na spodnji Savi. In tu smo dobili zelo koristne, bi rekel, informacije od uporabnikov, kaj oni pravzaprav pričakujejo, kaj potrebujejo, ne kaj zahtevajo, kaj mislijo, da bi oni potrebovali. No in še ena nemška agencija za podporo tehnološkega prenosa. No in potem seveda smo se lotili dela. Štartali smo projekt, mislim, da sredi leta 2010 in začeli smo razvijati seveda vrednostno mrežo, poslovne modele in tako naprej, mogoče par besed okrog te vrednostne mreže. Seveda tisto, kar je v središču našega opazovanja, je nek proizvodni delovni sistem, elektrarna. Ona je tista, ki ustvarja novo vrednost, tako da generira energijo na izhodu, ki se jo potem trži. Ali lahko več energije ustvarimo, če je ta elektrarna več razpoložljiva? Dalj časa, če ima manj odpovedi, če nima namesto 2 tednov na leto remonta, mogoče samo par dni. In tako naprej. Tle so v bistvu tiste koristi, ki jih lahko dobimo. In seveda tu notri pridajo zdaj te združeni produkti in storitve, tu so potem seveda okoli v tej mreži še ostali akterji, deležniki, tudi kupec elektrike, če hočete, pa dobavitelj recimo podsistemov, kot je generator in tako lepo za hidroelektrarno, pa razni ponudniki storitev. In lepo smo jih povezali v eno tako kibernetsko strukturo, temu rečemo. In potem smo seveda rekli, ja, zdaj pa je tisto, kar je najbolj pomembno, da vsi ti akterji dobijo ustrezno informacijo. Jasno, ustrezno zaščiteno, tisto, kar mu pripada, nič več in nič manj, zakaj, ker tle so lepo poslovne skrivnosti, to so občutljive zadeve, ampak seveda to lahko zelo jasno krmilimo. In smo se lotili razvoja tega informacijskega sistema, in sicer smo ugotovili, da na sami elektrarni pravzaprav veliko informacij že imamo, v okviru krmilnikov, ampak te so lokalne, v okviru tako imenovanih SCADA sistemov, zato da nadzorniki v bistvu z njimi upravljajo preko centrov vode in tako naprej, ampak jasno, da teh informacij drug ne pride. Ampak videli smo, da imamo tu že pomemben delež informacij na razpolago in da je treba mogoče samo kaj še dodati. Recimo za spremljanje vibracij, visokofrekvenčne, bi rekel, sisteme in tako naprej. In to smo potem dogradili. In tako smo postavili koncept. Od tukaj naprej bom pa predal besedo kolegu Richteršiču, da bo predstavil rezultate. Hvala lepa. Iz teorije še zdaj naprej v prakso. Jaz se moram najprej upravičiti eno stvar. Jaz sem pripravil zadevo, da bi šli v živo. Tako kot sem leta 2010, če se spomnite, smo predstavili naš Limes, torej proizvodni informacijski sistem, ko smo se priključili v Litostroj Direkt in videli stanje zdaj, kdo dela, kaj dela, skratka online zadevo. Sem se ugriznil jezik, namreč tukaj že govorimo o kolaborativnem sodelovanju. Dogovor za hidroelektrarno je, da so podatki zaupni, vsaj navzven, da se ne smejo kazati, zato bom ta del preskočil in sem naredil samo par slajdov, kako smo zadevo naredili. Pilotne postavitve so narejene na 2 elektrarnah v Sloveniji, sicer na hidroelektrarni Blanca na spodnji Savi, torej gre za 3 agregate Kaplanove turbine, moči približno 16 MW vsak, na hidroelektrarni Boštanj
ki je agregat cevnega tipa, torej malo drugačna elektrarna, kjer je približno 12 MW, tudi 3 agregate. Potem je pilot postavljen na hidroelektrarni Znojmo na Češkem. Gre za cevni turbini, 2 agregata, manjše moči do 5 MW in pa eno, bom rekel, demonstracijski projekt ali pa šolski primer, ki je narejen na 2 elektrarnah mikrotipa na elektrarnah v Volaka pod Blegošem. Vse to bi se lahko zdaj res, mi verjemite, poklikali, priključili, kako dela, kdo dela, kaj se je včeraj zgodilo in tako naprej. Torej, sistem je razvit, vsi podatki se zbirajo centralno v eni podatkovni bazi, razvili smo tudi kolaborativno okolje, nekaj malega potem pokazal na koncu in pa izdelali smo prve analize ter organizirali servisno službo. Preden smo začeli delati, mogoče še tole zadevo, da pokažem, v projektu je sodelovalo, bom rekel, med 10 in 20 ljudi, visoko kompetentnih v Litostroju. Predvsem razvojniki, ki so mogli povedati, katere so tiste ključne parametre agregata, ki so pomembne za njegovo dolgoročno obratovanje. In tukaj je primer, na levi strani vidimo primer teh informacij in podatkov od temperatur ležaja olja, segmentov pretoka raznih stvari, padcev vode. Skratka, veliko teh parametrov, ki kombinacija med njimi govori o tem, da agregat deluje stabilno in dolgoročno varno. Na desni strani je pa nekaj novega, kar smo dodali. Ta leva stran je taka, da dejansko se te podatki na elektrarni že zbirajo v sistemu vodenja, njih je bilo treba samo na en pameten način pobrati, shraniti, postrukturirati in narediti iz njih analizo. Desni način je malo bolj kompliciran, gre za signale visoko frekvenčnega tipa, to so pa razne vibracije, vpleti, tlaki, še kaj, to je v glavnem vse. Tukaj je bilo treba razviti malo bolj kompleksen zadevo, namreč mogoče, ne vem, koliko smo pozabili, gre za ne samo za online spremljanje agregatov, temveč arhiviranje vseh teh podatkov od danes naprej, za neke vrste črno skrinjico elektrarne. Zbirati visokofrekvenčne signale takega tipa pa ni prav enostavno. Kot primer mogoče si pogledamo, to je nekaj rezultatov naših. Tukaj so zbrani parametri za kapljano turbino na hidroelektrarni Blanca. Tukaj je en primer, kako smo dodali dodatne senzore, kje so dodani dodatni senzorji. En primer online, torej če bi se prijavili, bi imeli tole sliko, torej vidimo določene glavne parametre, seveda se lahko karkoli še dodaja. To je neke vrste, bom rekel, mečkan šminke za menedžerje, za direktorja mogoče, da pogleda si zvečer na svojem mobitelu, kako mu kaj teče stvari, malo za hec. Tole pa je en primer online spremljanja parametrov vpleta agregata oziroma gredi pri vrtenju. Naslednja zadeva, hidroelektrarne Boštanj. Tukaj imam prikazano 2 stvari. Tole je poročilni sistem, ki smo ga zgradili, na njem je možno pregledovati v poljubnem časovnem obdobju. Za poljubno število kombinacij parametrov, filtrirati podatke po 4 parametrih in jih prikazovati v časovni skali, v korelaciji enega z drugim in v smislu trendiranja teh podatkov, torej v smislu napovedovanja, kaj se bo z neko temperaturo olja zgodilo v roku 2 mesecev. V tem primeru govorimo o tako imenovanem conditional based maintenance, ki ga poskušamo seveda ugraditi in prodati hidroelektrarnam. Tole je primer hidroelektrarne Znojmo, tukaj je mogoče en drugačen prikaz, gre za tudi drugo tehnologijo, namreč v teh pilotih smo testirali tudi različne tehnologije, da smo ugotovili, katera je najbolj ustrezna oziroma, če hočemo reči, cenovno najbolj ugodna. Prikaze imamo tudi pač določenih temperatur in pa tukaj tudi vibracij. In pa primer 2 hidroelektrarn na potoku Volaka. Tukaj je bilo pa malo več stvari razvitih in se še razvijajo. Gre za tudi razvoj tehnologije senzorskih mrež in napovedovanje proizvodnje električne energije v bodoče, s tem, da se merijo tudi temperatura snega po zimi, smer vetra, temperatura okolja, pretoki, skratka, da se napoveduje glede na razmere okolja, kakšna bo
proizvodnja, kakšen bo pretok, koliko bo vode in kakšna bo s tem proizvodnja električne energije. In dodatno je tukaj še vgrajen predvsem mobilni sistem, torej preko mobilnega omrežja možnost upravljanja z elektrarno. Ne samo monitoringa in zajema, temveč samega upravljanja in krmiljanja. To je en sistem, ki je bil, bom rekel, tako za nas v Litostroju kot za fakulteto v smislu izobraževanja in kar nekaj diplomskih nalog in seminarjev je bilo na tem delu narejenega, tako da imamo tukaj neko sinergijo izobraževanja in institucije zelo dobro platformo pripravljeno za to. Mogoče čisto nazadnje še ena zadeva, ne vem, koliko vas, morda pa se vas tiče, ob tem projektu smo razvili tudi okolje za kolaborativnega dela. Namreč, samo zbirati podatke je dovolj, da dobiš ustrezno pametno informacijo. Potrebno so še kakšni dodatni impulzi. Kaj se je dogajalo, kaj je kakšen človek naredil, a je dolil olje, a je pač določene aktivnosti, ki jih navadno v podatkovne modele ne ujamemo, so pa zelo pomembni za to, da lahko naredimo diagnostiko ali pa ustrezno kvalificiramo, kaj se z agregatom dogaja. V ta namen smo skupaj z partnerji pri Eureka iz Nemčije iz Dresdna razvili neko kolaborativno okolje, ker na enem portalu, torej virtualnem svetu, vsi možni deležniki, torej od fakultete, industrije ali proizvajalce energije, na nek ustrezen, standardiziran način vnašamo podatke, rešitve, si določamo naloge, spremljamo izvrševanje teh nalog in na ta način prvič imamo vsi istočasne in enotne, torej istočasno in iste podatke in drugič lahko si gradimo neko bazo znanja, neke vrste intra-wiki-net, torej v smislu, kaj se je dogajalo z našimi problemi v preteklosti, kako smo jih reševali. Recimo lansko leto, če vtipkamo, kaj zvem, bom rekel zdaj na hitro, temperatura vodilnega ležaja se preveč povečuje. In lahko pogledam 2 let nazaj, 5 let nazaj, kaj se je takrat naredilo in s tem mogoče naredim neko večjo usmeritev, kaj lahko naredim nek projektant in tako naprej. Mogoče še zadevo, ki nisva povedala, torej poleg tega, da je ta zadeva namenjena sodelovanju kupa z dobavitelji, nekemu skupnemu življenju in delu v celem ciklu, je ta informacija, so te informacije zelo pomembne, da jih dobijo nazaj tudi projektantje sami. Torej tisti, ki so avtorji ali pa očetje neke turbine, ne samo, da zadevo naredi, sprojektira in jo požene v tek in gre delati naslednjo stvar, ampak lahko dobiva nazaj informacije o tem, ali se je pri svojem snovanju izdelka odločil pravilno oziroma kako se posamezni rešitve, ki jih je vgradil v življenju, tudi obnašajo. To se mi zdi pa ena pomembnejših stvari za razvoj firme naše in tudi znanosti v prihodnje. Toliko na koncu bi se zahvalil predvsem Ministrstvu za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, ki nam je omogočilo, da smo ta projekt delno, ki nam je omogočilo delno financiranje tega projekta in da smo ga lahko speljali. In pa v bodoče, torej mi nismo končali tukaj, pričakujemo še naprej delati, to je neka vstopna točka, imamo zdaj eno bogato zalogo znanja, približno 1 leto, podatkov je na obeh elektrarnah, iz katere mislimo zgraditi zdaj še predvsem ta prediktivni del, kaj z njim, kako hitreje in učinkoviteje pride do vzdrževanja elektrarne. Hvala lepa. No, to je bilo malce raztegnenih 8 minut, ampak čas je relativen, ne? Zdaj pa še podjetje Let.com d.o.o., ki bo prav tako predstavilo, s čim konkurirajo. Ja, dober dan. Moje ime je Uroš. Celo imamo mikrofon. Dober
Dober dan, meni je malo neroden pred mikrofoni govoriti, pa sem kratko začel. Skratka, moje ime je Uroš Čadež, podjetje Letcom d.o.o. Pravzaprav je to brand ex-vida. Skratka, mi bi predstavili en izdelek skupaj z podjetjem Tekos. Bom tukaj malo pokazal. To je, ali slišite, če tako govorim, ali ne? Mora biti prav pred tem. Okay. Skratka, to je edini nosilec in stojalo za iPad, ki je v enem izdelku na svetu v tem trenutku. To je en koncept, ki sem si ga jaz zamislil pred 3 leti, čistko iz potrebe, ki sem iskal en tak nosilc, pa sem rekel, ok, če bom dosti časa iskal po internetu, bom ziher kaj tazga našel, ker bo meni všeč, ne. Ampak nisem, ne. In nekako sem bil malo frustriran, pa sem kupil eno, drugo, tretje in nič mi ni bilo všeč, pa sem pa rekel, ja, zakaj ne bi jaz iz tega pač naredil priložnosti, a ne, in sem se lotil pač risati ideje in ko smo prišli do do neke ideje, kjer sem vedel, no, zdaj bo pa treba začeti delati prototyping in take stvari, sem se hitro zavedel, da prvič bom rabil vedeti kar nekaj v plastiki in pač, ker sem bil strašno naiven, pa nisem poznal ljudi, sem šel prvo v knjižnico, a ne. In sem si sposodil eno knjigo o plastiki, tam sem ugotovil, da pravzaprav to sploh ni hec, ne. In sem že čez par dni iskal ljudi, ki bi kaj več vedeli o plastiki. Tako sem prišel do par različnih podjetij, s katerimi smo se malo pogovarjali, predstavil sem jim projekt in na koncu pravzaprav sem zelo hitro videl, da je bil Tekos edino podjetje, ki je imel prvič to tehnično znanje, zanimanje pa ta nek žar v očeh, da se lotijo tega projekta, ker je bil precej, bi rekel, malo pogumen iz tega stališča, da je bilo toliko neznanih parametrov še v tistem trenutku, ne. In potem skupaj smo začeli sodelovati in se zelo hitro videli, da smo se pravi našli, smo na nek tak prijateljski način uspeli speljati ta tehnično zahteven projekt v roku kakšnih, ne vem koliko, 9 mesecev cirka, in tako je nastal zdaj tale nosilec in stojalo vse v enem. Skratka, kot stojalo dela takole, bom pokazal tukaj. V bistvu tako je za tipkati, potem ima drugo stopnjo za gledati neke vsebine spletne, za browsanje, pa tretjo stopnjo, če dva sedita recimo pa gledate kakšen film. Potem se enostavno pritisne do konca dol, gre gor, potem pa, če ste v avtu recimo, pa če imate tečne otroke, date to v zadnji na sedež in potem imate že montiran nosilec, v avtu so pa risanke gor in otroci so veseli, a ne. Zdaj pa bi sam še pokazal za hec, kako dobro je to Tekos naredil, ker tukaj je bilo ogromno enih tehničnih zapletov je bilo zelo veliko, ne. Predvsem so se prototipi neprestano lomili, ne. In potem smo šli skozi zelo veliko teh iteracij, da smo prišli do, bi rekel, ta prave konstrukcije, no, tega izdelka, pravega materiala in tako naprej. Tako da bom še nekaj pokazal za hec. Skratka, tole je zelo tenek izdelek, 7 milimetrov je od zgoraj do dol in lahko ga takole oddalaš in zadeva se ne bom pol zlomila, ne. Bomo pa pol še en filmček pokazali, če bomo uspeli ga dobiti. Tako da izvoli samo, če lahko prevzameš. Hvala, Uroš, za uvod. Jaz moram opravičiti moja kolega Andreja Glojeka pa Martina Amona, ki sta dejansko sodelovala dnevno z Urošem, tako da jaz v bistvu v njunem imenu predstavljam to zadevo. Zdaj pripravil sem eno prezentacijo, no, s tem, da je Uroš že bolj ali manj večino vseh teh stvari povedal, ne.
tako da mogoče ne bi niti šel čez njo. To bi rad povedal, ne, da je zelo lepo je videti enega človeka, ko ve, kaj hoče, ko pride do tebe in se potem tudi projekta loti na ta prav način, ne, ker to je šlo dejansko za nek sočasen razvoj. Komunicirali smo avtor ideje, komuniciral je glavni tale dizajner industrijski, ne, se pravi, to je bilo dobro pokrito, pa potem še mi iz tehnološkega vidika, ne, in pol v zadnji fazi, jasno, ko smo se pogovarjali o izdelavi, še potem partner iz industrije, ki zdaj tudi zadevo izdeluje. Uporabljenih je bilo, vse včeraj smo tudi v bistvu predavanja na to temo, uporabili smo precej teh naprednih programskih orodij od Abacusa do Moldflowa, da smo v bistvu najprej optimirali izdelek iz stališča nosilnosti, iz stališča togosti, tako da smo v bistvu zagotovili dejansko en res kompaktni in robusten izdelek. Je Uroš prej tudi pokazal, kako zadeva prenese, čist tak na en praktičen način. Hkrati smo pa potem v bistvu še z softverom za simulacije brizganja smo še pol preverili, ali bo zadeva se sploh dala narediti, zaradi tega, ker smo imeli precej tanke stene, so bili s tem problemi, pa potem tudi seveda estetske napake, ali bo prišlo do nekih posedenosti, ali bo kje zrak zapiral, ne, in smo dejansko tudi določene stvari ugotovili, smo recimo, ne vem, primer, ugotovili smo, kje bo zapiral zrak, da smo pa dejansko tam lahko odzračili orodje. Optimirali smo pa tudi parametre brizganja, zato da smo dobili tudi deformacijo potem znotraj nekih sprejemljivih meja, ne, tako da dejansko gre, ker je to nosilec oziroma stojalo enega vrhunskega produkta, tako funkcionalno gledanega kot tudi dizajnersko, jasno, da mora tudi to izgledati na nekem nivoju, ne. Ne, tako da na koncu v bistvu smo uspeli pripeljati zadevo do te faze, ko se zdaj že tudi, mislim, da kar uspešno trži in prodaja je tudi zdaj začela. To je bilo pa to, no, da ne bomo predolgi. Tako da hvala za pozornost. Sorry.